Kaj pa zdaj lahko počnemo v procesu nakupa kolesa? Torej, kaj, ko to zaznamo online, kaj ko je v trgovini, vse te stvari. Ja, zdaj najprej so zbrali vse te podatke, zdaj praviloma začnemo s kampanjo Dobrodošlica ali pa Welcome kampanjo, ki je sestavljena iz različno količine e-mailov, ki jih pa sestavimo. Cilj v tem delu pa je spodbuditi, se pravi zanimanje za uporabnika prvič, da iz tega, kaj je naredil nek kviz ali pa je bil zelo na nekem stopni awarenessa, zavedanja, da bi nekega želimo spraviti, zdaj pa v konkretne modele, v neko iskanje in mu pač tudi to priporočamo. Hkrati, se pravi, eno je priporočamo mu produkte, katere mislimo, da so za njega najboljši, na drugi strani pa želimo o brandu povedati, zakaj, kje smo mi najboljši, kje storitve pri nas dobijo, zakaj nas ljudje izberejo, se pravi tudi ta content ostalih uporabnikov, ki so nam recimo dali neka mnenja, zakaj se za nas odločili, ponudimo možnosti, kakšne so financiranja, se pravi, mogoče kaj pol delamo z rabljenimi kolesi tudi. In ves ta del razložimo, tukaj imamo ta moment, ko želimo nekoga izobraziti, bi temu rekli. Ne? Pol pa, ko nekdo pride reče, da nazaj na stran pride, lahko pa tudi gre v poslovalnico, je zdaj ta cilj bi bil, kako nekoga prepoznava, pa da je zdaj prišel v poslovalnico. Ne? Tukaj se lahko pol poslužuješ takih QR kod, ki ti dajo recimo dodatni razlagalni video, dodatna razlagalna neka vsebina, ki jo moraš poskenirati, in pol danes s tem omnichannel pristopom, o katerem sva že pač govorila, znaš pol te podatke tudi nazaj povezati. Ne? Če zdaj mi da tukaj predvideva, da uporabljaš neko tako orodje, o katerih sva že v preteklosti malo govorila, in uporabnika želiš vedno predstaviti en korak naprej. Če se zdaj predstavljava najprej nekdo na naslov, ki ima lišče stvari, zanimajo ga kolesa, gleda različne brende, mogoče malo kategorije, zdaj veva, kjer je podatke vse ima, ga usmeril v par modelov, ki mi ocenjujemo, da so najbolj primerni za njega v nekem tem cenovnem razredu, pa recimo, da jih tudi imamo na zalogi, vemo, kje smo si mogoče pripravljeni, da še kakšen popust, kje ne, ko je pač ozadje vemo, kakšne imamo pogoje za vse te kolesa, in zdaj cilj je, da on to doda v košarico ali, če bo kupil online, ali pa da se naroči na termin. Se mi zdi, da en tak moment pri nakupu kolesa je, da se že odločaš, malo stvari pogledaš, imaš še ne 3 modele, pa si pa tako priješ v trgovino, pa lih takrat priješ popoldan, ko vsi pridejo in pol ni tam nobenega prodajalca, pa ne, da ne bi on želel te pomagati, ampak res ima gužvo in pol si malo tako, ne, sej pa ne bom zdaj nič vprašal, in bi bilo veliko bolj, da se naročiš recimo na 10-15 minut, prodajalec bo vedel, da si ti prišel, lahko ti tudi v opomnik damo neka vprašanja, da je razmislil o teh stvareh, se pravi, kakšen budžet imaš, kako boš potoval, kaj ti je najbolj pomembno, da se boš znal takrat pač pogovarjati, na drugi strani ti bo pa tudi prodajalec že vedel, kdo pride, kakšne so njegove preference, znal bo tudi oblikovati mogoče nek pitch, ali pa bo ti rekel, ok, to si gledal, to je to, imamo zdaj še nekaj takega, dal ti bo to zaprobati, zapeljati, in se mi zdi, to je ta izkušnja pol, ki ti naredi, če se zdaj reka, so prijazna trgovina, tukaj bi lahko to peljal naprej. Ja, prodajalec bo vedel, kaj te je pomembno, ne, ti je pomembno, ne, udobje, performance, karkoli že, ampak se mi zdi, da to je ful pomembno, kar si rekel, torej, da ni to tvoj online kupec, pa offline kupec, ampak da je to pač tvoja stranka oziroma potencialna stranka, ne glede na to, kje je, in da imamo različne te tehnike pretvarjanja, torej prepoznavanja kupca v obeh primerih, ne, torej ali nekoga, ki je v trgovini, da so tam mogoče res neke QR kode, kjer lahko potem gre na splet in ga začnemo tudi od tam naprej slediti, ali če se prijavi na svetovanje v živo, da se potem da spet to zabeležimo, da je potem tudi prišel na svetovanje v živo, kaj je bil tam outcome tega, da to v našem CRM-ju pa v marketing sistemu to vemo. In tudi, da vse skupaj povezan, torej, če imamo mi konfigurator in ne vem, serijo mailov po izpolnjenem konfiguratorju kolesa, zakaj pa če nekdo v offline trgovini ne izpolne konfiguratorja oziroma ga skupaj s prodajalcem naredi, zakaj se ne bi tam isto nek proces štartal, a ne? Tle se mi zdi, da to je zelo v smislu, ja, online lahko vse delamo, offline pa se pa kar nič ne da, je neka taka premisa, čeprav so čist mečkani triki, kako to narediti. Sploh pri neki taki stvari, kot je nakup kolesa, kjer si vzameš malo več časa za razmislek, ok, če zdaj kupuješ kolo za, ne vem, 300 € v Decathlonu, verjetno je to manj, ampak za vsem taka kolesa, ki jih prodaja Grašca, mečkaj razmisliš, kaj rabiš, kje boš kolesaril, koliko boš za to dal, in
se engageaš in ti ni problem tudi tam v trgovini nekega podatka pustiti. Ne?